Ta prostor Gornje Savske doline je bil od nekdaj povezan tako z Italijo kot nam bližnjo Koroško. Odločili smo se, da gostimo oba dva umetnika v naši galeriji, poznata se, razstavljala sta že skupaj. Njun medij izražanja, likovni medij izražanja je pa zelo različen. Elde Traut-Führer ustvarja v steklu, medtem ko Francesco Attisani ostaja zvest klasični slikarski maniri. Obiskovalci se lahko na tej razstavi ogledajo dela Francesca Attisanija, ki prihaja iz Trbiža in slika predvsem krajine, figuraliko in pa tudi razna tihožitja, poznanje po svoji ekspresivni barvni lestvici in pa pri dodajanju zlatih lističev na platna, ki so grajena v klasični tehniki olja in pa akrila. Po drugi strani imamo avtorico Elde Traut-Führer iz Celovca, ki obvlada razne tehnike spajanja in ustvarjanja v steklu. Od tehnike slikanja z ali na steklo do kalupnega modeliranja stekla. Razstavljala je že skoraj da po celem svetu in je zanimiva predvsem zaradi svojih stvaritev, ki so po eni strani krhke, po drugi strani pa lahko rečem izredno težke. Ko smo postavljali to razstavo, so njeni stekleni artefakti, lahko rečem, tehtali tudi do 30 kilogramov in pri delu z njimi smo morali biti resnično zelo, zelo pazljivi, da se niso poškodovali. Sama razstava je obiskovalcem v Kosovi graščini na ogled vse do 15. januarja, tako da lepo povabljeni, da se pri nas tudi oglasijo in če jim bo delo všeč, lahko tudi kupijo. No, razstava je razdeljena na več segmentov in tudi v spodnjih in zgornjih prostorih. Ja, praktično oba avtorja sta zasedla vse galerijske prostore, kar jih Kosova graščina premore, torej pritličje in pa tudi prvo nadstropje. Želja avtorjev je bila, da razstavljata oba dva tako spodaj kot zgoraj, tako da je bil koncept postavljanja same razstave izredno zanimiv, tudi predstavljal je določen izziv, kajti na eni strani steklo, na drugi strani slike na platnu. Vendar naša galerija omogoča tudi ta koncept razstavljanja, postavljanja razstave, saj so posamezni galerijski prostori med seboj dovolj ločeni, da posamezna likovna tehnika v celoti zaživi v svojem prostoru, govori svojo zgodbo, tako da stvar ni moteča. No, stojiva prav pred sliko Svetih višarjev, od koder prihaja avtor te razstave. Ja, tukaj imamo sliko Svetih višarij. To je eden izmed najbolj pogostih motivov Francesca Attisanija. Predstavlja praktično neko duhovno stečišče, starodavno romarsko svetišče tako treh narodov, tako Slovencev, Italijanov, kot tudi Avstrijcev. In ravno to svetišče mu je najbolj drago in ga je največkrat tudi upodobil. Tako imamo na tej razstavi kar 6 upodobitev Svetih višarij, vse se dogajajo v zimskem času in so vse ozaljšane tudi z zlatimi lističi.